Tole noč knjige o branju in o knjigah iz knjige Knjiga, tretji del, kako se začne brevir. Tole je bil najtežji del prepisovanja. Običajno sem kar zaprl knjigo, vendar čemu bežati pred temi rečmi. Ti kosi so se pojavljali krvavo nenadoma kot strel v čelo gluhe tišine noči, kot strela v mrko temo sprenevedanja. Saj, če je prej sijalo sonce ali vladala magična luna ali puhasta oblačnost, se je sedaj vse razstavilo v najenostavnejše slabosti, ki zmesijo vsak dan v nevihtost točo, ki se z ničimer ni dala odgnati. Besede in različni jeziki so pripovedovali le eno zgodbo, zgodbo dejstev skozi telesa. Ampak to potem ni zgodba. Kot vse ostalo je tudi ta del imel več začetkov in nešteto ponikalnic, a vse so se stekale v enostavno kroniko, kjer resničnost preseže domišljijo in se ta kot polita kozla trese in drgeta pod njo. A resničnost ji mirno zapre vrata časa in tik preden zalopotne dori ji zasika, razloži. In ta domišljija ostane sama, brez reči. Kaj ostane? Reveži. In se je lotila revežev. Kaj ti leti lahko opišejo življenje bogatih, le obožni premorejo dovolj domišljije in predvsem časa za izumljanje besed. Za opis neužitega, za zapis zanikanja revščine, kajti domišljija je vedela, da bo sama prvi talec bogatstva. Na kar šele narava in ljudje. Blagostanje otopi čustva, niz čutov napravi dolgočasno razvado. Kot bi sitega silil s hrano, kot bi zaspalega uspaval, kot bi se z mrtvim ljubil. In kaj nam bo blagor? Vsi želeli hlepe po občudovanju, vsi bi uživali v časteh in slavi, tako bogataš kot revež. Le premožnim je to lažje, celo dosegljivo, a predvsem jih je manj. In za manj se vedno najde več. Izpolnitev napravi želje navado. Pa vendar, da bi sploh še lahko uživali blagobiti, potrebujemo nekoga, da nam zavida, nekoga, ki bolj kot mi sami občuduje naše imetje. Pri tem so žrtve tako nepomembne, manj so kot pesek na obali, manj kot dim, manj kot čas pretekli, kajti bogatstvo omogoča marsikaj. Bogatstvo omogoča večni zdaj in življenje brez prihodnosti, saj je bodočnost ne potrebuje. Čemu ne bo? Pa še duše so tako pocene. Vse bi bile rade maziljene z ugodjem telesa, še zaživa, to jih goni. Z bogatstvom se to da še zaživa. Pa žene človeka nekaj še dlje, kjer je bogatija sredstvo in ne cilj. Kaj je bogatstvo v primerjavi s silo, z močjo nad drugim, z vladanjem, z nadvladanjem, z igranjem, z življenjem? Smrt je le dobit v igri telesa in prazne srečke. Vladati, naseliti se v drugih, jih napraviti za posode svojega napuha in slabosti. To je najvišje. In Bog, poslušaj, Bog, bogat, bogataš, bogatstvo, bogatija, Bog, slišiš? Slišiš, kam Bog tacom boli? Bog je univerzalni pomočnik, Bog je drugi jaz, zato je Bog. Bog je univerzalni izgovor. Kakšne kolobocnike, ne? Bogati so le drugi jaz Boga, čeravno je Bog njihovo zrcalo. Kakšna belasta poneglava skromnost bogatih. Bogatstvo ima moč nad telesi, a če ne bi bilo revežev, bi bilo zaman. Beseda je telo misli. Bogati besedam dajo le ceno kupljenim besedam revežev. In iz njih je stesan vladarjev tron, nad kom in nad čem prestolujejo.
saj še od tako drobne ureznine se zlahka umre. A še od takih tegin človek preživijo boljšega, celo če ga kaj umanjka. Čuj, bogatstvo ima moč nad telesi, bogatstvo ima moč nad besedami in da reveži preživijo, ga slavijo. Oboščki, besede za drobtine z mize bogatinove, ozvočeno sapo zabarantajo za dih. Živeti za preživeti. Čast, ugled, prestiž nimajo nikakršne povezave s dostojanstvom, ponosom in plemenitostjo. A vse to so le besede in spretno krotovičenih razvršča ljubke verige in všečne ogrlice. Mit vse sprevrže in v štoriji olepšuje strah, bradovednost, izčažnaži grdodejstva v dobročutnost in zlobo v dobrohotnost. Resničnost ni drugega kot čeber domišljiji, a vsaka nova reže zrak v njej po svoje. Branje se je obrnilo iz zabave v muko, muka v bolj, bolj v obup, kajti ritensko je resnica. Plazi se za nami ta senca dejanj kot obladena grobova kruljevka, kajti spredaj še ničesar ni, to moramo šele napraviti. Takole sem premišljal. Beseda je telo misli, branje se je prelivalo v misel, misel v pojme, pojmi v besede, besede v stavke, stavki v povedi in povedi spet v misli. Kot bi se telo samo krotovičilo prek neštetih oblik in bi v vsaki hotelo izginiti, a ne more, kajti lahko se le spremeni.